Ime sklopa je konkretno in me skrbi, da pač mogoče mnogi prisotni bojo razočarani od mojega predstavitve. Zdi se mi, da tisti, ki se ukvarjamo z podatki, si želimo več govoriti o upravljanju, o politikah, medtem ko tisti, ki se ukvarjajo z upravljanjem in politikah, si želijo pač več podatkov. V glavnem, če želite razpravljati o konkretni metodologiji spremljanja kazalnikov o amputacijah pri povezani s sladkorno bolezen, po predavanju sem oziroma po srečanju sem na razpolago, da se pogovarjamo o detajlih. Bom šel pač malo bolj s ptičjo perspektivo in torej govoril o kazalnikih kakovosti z vidika, kako se umesti glede na novosti, ki jih uvaja zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu. Začel bom, tako kot se ponavadi začne, z zgodovino in sicer spet iz vidika spremljanja kakovost s kazalniki. Leta 2006, kot mnogi veste, smo v takratnem splošnem dogovoru prvič uvedli obveznost spremljanja 6 kazalnikov kakovosti. Tistih 6 kazalnikov kakovosti niso bili namenjeni temu, da bi pridobili celostno, celovito sliko o kakovosti v bolnišnicah, takrat ti kazalniki so bili omejeni na bolnišnicah, o kakovosti v bolnišnicah. Pač pa so bili namenjeni uvedbi prvič prakse obveznega spremljanja kazalnikov. Leta 2010 smo bistveno razširili ta seznam, smo jih dobili oziroma uvedli več kot 70. Takrat pa smo pristopili z malo drugačnim namenom in sicer smo pogledali, kaj imamo na razpolago in torej na podlagi tega, kaj imamo oziroma kaj si želimo in lahko spremljamo, smo to uvedli pač v ta seznam in torej začeli spremljati. In to nas opozarja na predhodni projekt, inicijativo, ki je začela s spremljanjem kazalnikov že leta 2002 in sicer projekt o kakovosti, ki ga je vodila Zdravniška zbornica Slovenije, pri katerem je sodelovalo Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To seveda ni, ta skupina, ta projekt, bi jaz rekel, predstavlja zgodnje odjemalce po Rogersu, early adopters, in v tem smislu potem nam preostane vprašanje, kdo pa so bili pionirji. Mnogi smo jih omenili že danes, ni moj namen, da grem nazaj v zgodovino, profesor Šorli, profesor Robida, profesor Painter, Kersnik in se opravičujem vsem tistim, mnogi izmed vas tukaj prisotni, ki ste pomembno prispevali k razvoju. Se mi zdi pomembno samo pač izpostaviti, da iz vidika spremljanja kazalnikov kakovosti smo začeli z uvedbo najprej z prostovoljnim spremljanjem, potem z uvedbo prakse spremljanja, potem s pregledom, kaj imamo na razpolago. Kar nas pripelje do novega predloga kazalnikov leta 2022. Ta nov predlog pa je bil del širšega projekta razvoja kakovosti in varnosti, o katerem smo že slišali prej, pod vodstvom oziroma, ki ga je izvajal NTT Data, po naročilu Ministrstva za zdravje z podporo Evropske komisije. V vmesnem času se je vzpostavil urad za nadzor investicij in kakovosti v zdravstvu in urad je sprožil nov krog posvetovanja z deležniki glede tega nabora kazalnikov. Spet iz številni tukaj prisotni ste prejeli ta nabor v pregled v različnih vlogah, bodisi kot izvajalci, kot člani strokovnih združenj ali podobno. In ne gre spregledati to, da v vmesnem času je bila sprejeta strategija kakovosti in varnosti. Zakaj je to pač relevantno? Ker se spremeni ponovno namen iskanja kazalnikov kakovosti, medtem ko smo, naj vas spomnim, začeli z uvedemo prakso, potem pogledamo, kaj imamo, zdaj prvič v bistvu se sprašujemo, kaj pa je tisto, kar potrebujemo. In to nam pripelje do situacije danes. Leta 2023 se je bistveno spremenil ta seznam kazalnikov kakovosti, v resnici se je bistveno skrčil napram seznama, ki je bil do takrat veljaven. Prej so bila pač vprašanja v zvezi z tem, da se zahteve neprestano spreminjajo,
podrobnosti ne poznam, nisem bil upleten v konkretne izvedbe tega, vendarle bi rekel, da spet iz ptiče perspektive je šlo za 2 koraka nazaj, nismo se pač še dogovorili o celotnem seznamu kazalnikov kakovosti in zato se je ta seznam toliko zmanjšal in v zadnjih 2 letih tudi nekoliko spremenil. To ni vse. Govorimo o kazalnikih kakovosti kot da splošni dogovor oziroma uredbo predstavlja začetek in konec spremljanja kakovosti s kazalniki. To ni res. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, na primer, imamo na državni ravni projekt spremljanja izkušnje pacientov. Če pomislimo na Onkološki inštitut, imamo na področju spremljanja kožnega raka klinični register in iz tega izpeljane kazalnike kakovosti. Ambulante družinske medicine imajo svoj projekt in svoj način spremljanja kakovosti. Presejalni programi na področju raka imajo svoje sisteme spremljanja kakovosti. In to vse govorimo o sistemih spremljanja kakovosti s kazalniki na državni ravni, ki pa se ne izvajajo oziroma niso urejeni neposredno, vsaj preko uredbe. In sem pozabil v bistvu zagotovo še mnoge, ne nazadnje register endoprotetike Slovenije, ki je uvrščen tudi med kazalniki, kazalniki iz tega registra, nekateri so uvrščeni med kazalniki, ki se že zdaj spremljajo. Delali smo na kazalnike na področju paliative in verjetno pač bi me lahko vi še dopolnili z drugimi iniciativami. Pomembno je še dodati iniciativa Ministrstva za zdravje na področju PROMS. Prej v začetku zjutraj je profesor Klazinga omenil PROMS-e. PROMS je kratica za Patient Reported Outcome Measures. To pomeni izide zdravstvene obravnave, ki jih poročajo pacienti. Te praviloma merimo z vprašalniki. Gre za temelj za na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave in če želite vedeti več, tukaj je platnica publikacije, ki je bila objavljena 2 leti nazaj. Iniciativa Ministrstva za zdravje za spodbujanje na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave je podpora uvedbi PROMS-ov v tem trenutku pilotno predvsem na področju kardiologije, ortopedije, oftalmologije in onkologije, pri čemer, če pomislite na register endoprotetike Slovenije, seveda različne specialnosti so v različnih fazah razvoja oziroma implementacije teh PROMS-ov. Če je to zdaj trenutno stanje in kako smo prišli do tukaj, se zdaj postavi vprašanje, zakaj spremljamo kazalniki kakovosti, zakaj pač smo se lotili tega področja. In to je povezano z eden izmed prejšnjih slajdov, kjer sem izpostavil, kako zdaj se sprašujemo, kaj potrebujemo in ne več samo, kaj imamo. Kaj potrebujemo, je vprašanje, zakaj spremljamo kazalnike kakovosti. Namen spremljanja kazalnikov kakovosti je v končni fazi seveda izboljšanje kakovosti, vendarle kako kazalniki nas privedejo do izboljšanja. Strokovnjaki obstajajo različne teorije na tem področju, vendarle prevladujoča prepozna 3 mehanizme, 3 poti, po katerih kazalniki kakovosti privedejo do spremljanja kakovosti s kazalnik privede do izboljšav. Prva je tako imenovana pot izbora, kjer pacient ne bo hodil k izvajalcu, ki slabo dela. K temu se bom vrnil v naslednjem slajdu. Naslednja pot je... Ni. Naslednja pot je pot spremembe, kjer izvajalci iz lastnih želja, vzvodov, želijo izboljšati sami sebe. Velikokrat smo slišali danes tekom dneva, da seveda zdravstveni delavci hodijo v službo zato, da dobro delajo, ne slabo. In torej že samo informacija o tem, kakšni so njihovi rezultati, jih spodbudi k izboljšav. Tretja pot je pot ugleda. Ne samo notranji vzvodi, vendarle tudi zunanji, ne bomo rekli pritisk, ampak ugled kot pač zunanja silnica je tista, ki vpliva na nas, da si želimo se izboljšati. Kar se tiče te poti izbora, kjer pacienti ne bo hodil k izvajalcu, ki slabo dela, vsaj v našem okolju imamo številne težave. In sicer, preproste oznake kakovosti izvajalcu niso dovolj specifične. Vsi poznamo sistem z zvezdicami, ki se uporablja v Združenih državah Amerike, bolnišnice imajo 1, 2, 3, 4 ali pa 5 zvezdic. Zdaj, če si predstavljate konkretno situacijo, če jaz potrebujem operacijo rame, verjetno se ne bom odločil, kateremu izvajalcu iti na podlagi tega, koliko zvezdic ima UKC. Ni dovolj specifična, natančna informacija to zame.
Natančni podatki pa praviloma ali niso na razpolago, ker jih ne zberemo, ker jih nimamo, ali pa pač obstajajo, vendarle so težko razumljivi. Prej je dr. Kovačič omenil, kako težko je za kardiologa razumeti pač kazalnike, mislim, da je omenil področje dermatologije, kaj šele za nekdo, ki ni iz področja medicine ali pa zdravstvene nege razumeti te podatke. Tukaj moram priznati, da to verjetno pač je tudi ne razumljivo, se ne da prebrati, ker je v norveščini, ker je to iz njihove spletne strani. Ampak jezik je druga zgodba. In potem seveda verjetno najpomembnejši razlog, zakaj podizbora pri nas nima veliko vrednosti, in to je dolgih čakalnih dob. V resnici bomo pogosteje dali prednost tistemu izvajalcu, pri katerem bomo prej prišli na vrsto, zlasti če so razlike zelo velike, kakor podatki o kakovosti. Torej, v praksi ta pot izbora ni tako zelo pomembna pri izboljšanju kakovosti. Nam ostanejo ostale dve poti, pot spremembe, pot ugleda. No, pri teh ostalih dveh poteh pa pride do izboljšav pod dvemi pogoji. Prvo, če so kazalniki kredibilni za vidika oseb, ki naj bi ukrepali na njihovi podlagi. Se pravi, če jaz kot glavna medicinska sestra, kot specialist, kot direktor, verjamem, da tiste kazalnike dejansko nekaj povejo o mojem delu, o našem delu, o tem, kako dobra je kakovost, potem bom tudi to verjel in na podlagi tega tudi ukrepal. No, še en pogoj mora biti izpolnjen, in sicer, če osebe, ki naj bi ukrepale, se počutijo odgovorne in opolnomočene. S pristojnosti prihaja tudi odgovornost oziroma obratno. Skratka, se moramo počutiti, da je naša naloga, da izboljšamo in da imamo možnost, da se izboljšamo. In tukaj pridemo do ključnega vprašanja, razporeditev odgovornosti za spremljanje s kazalniki. En način, kako lahko pogledamo na razporeditev odgovornosti, je seveda skozi zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, ki točno to naredi, namreč določi odgovornosti posameznih izvajalcev. Seveda ne bom pač prebral skozi vse naloge, vendarle vidimo, da je zakon seveda prepoznal vlogo zbornic in strokovnih združenj, vlogo celo pravic in pacientov pri izračunu kazalnikov kakovosti, s tem, da prispevajo podatke. Vloge izvajalcev in seveda v prvi vrsti vloge agencije, kot tisti, ki določi kazalnike kakovosti in način spremljanja kazalnikov kakovosti. To, kar je že prej dr. Rems omenil, je, da ko govorimo o tem, da agencija določi kazalnike kakovosti in določi način spremljanja, ne pomeni arbitrarno eno jutro se agencija odloči in tako pač naredi. Potrebuje vse ostale deležnike. In tukaj se postavi vprašanje, kdo so skrbniki kazalnikov kakovosti in kaj pomeni biti skrbnik kazalnikov kakovosti. Dajmo si za trenutek pogledati, kako se razvijajo kazalniki kakovosti v Angliji. Postopek za razvoj kazalnika kakovosti je takšen, da se začne z prepoznavanjem prednostnih področij, potem obravnava pri svetovalnem odboru za kazalnike, mislim, da tukaj pač gre v množini, ki se odločijo, da prepoznali ste ta prava prioritetna področja in želimo, da začnete razvijati kazalnike na tem področju, in potem se začne razvoj. Od oblikovanja metodologije do testiranja, posvetovanje z deležnikom, kako je to šlo, analiza stroškovne učinkovitosti in potem se ves ta paket vrne svetovalnemu odboru za kazalnika, kjer pogledajo, kako je šlo pač testiranje, kakšne so bile pripombe, ki so bile pridobljene, analizirajo, koliko virov so potrebni za uvedbo tega kazalnika in nastavitev praga za kazalnik. In šele na podlagi priporočila odbora, potem formalno NICE v Angliji, se pravi vzporednik agencije pri nas, formalno sprejme odločitev o kazalniku in je ta objavljena. Pri nas moramo se zavedati okvirov, v katerih smo. Če pogledamo predlog zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, predvidenih je 16 zaposlenih, od tega 10 novih. Od teh 10 novih zaposlenih eden bo delal na kazalnike kakovosti. Če upoštevamo, da še med starimi zaposlitvami je še kdo, govorimo o 2 osebah. Ne gre pričakovati, da bojo te 2 osebe lahko vse to naredili. Lahko se potrudijo te naloge koordinirati. Večina nalog v bistvu, zlasti takrat, ko gre za strokovni razvoj, je na ramena drugih strokovnih organizacij, tisti, ki se na kazalnike spoznajo in ki jih bojo pač tudi uporabili.
Morda zveni zelo zahtevno, vendarle imamo prakse s tem in vas spomnim na prejšnji slajd. Imamo primer Onkološkega inštituta, ki je razvil svoje kazalnike na področju kožnega melanoma, ambulante družinske medicine, ki so razvili pač svoje kazalnike, program SWIT in tudi drugi programi, presejalni programi na področju raka, ki so razvili svoje kazalnike. To seveda nič ne pomeni glede tega, kdo plačuje za razvoj teh kazalnikov, pač to je drugo vprašanje. Vendarle vidimo, da gre za prevzem odgovornosti in za razvoj kazalnikov s strani nosilcev teh nalog. Torej, ostanemo pri vprašanju, kdo so skrbniki. Če se sprašujemo o uspešnosti operacij hrbtenice, o uspešnosti obvladovanja sladkorne bolezni, ponavadi na prvo žogo gre naša misel na strokovnjake, na specialiste, na medicinske sestre, fizioterapeute, da morajo določiti, prepoznati in spremljati te kazalnike. Če govorimo o upoštevanost, o uspešnost vzpostavitve kulture varnosti ali pa o zadovoljstvu zaposlenih, gre naša misel najprej na poslovodje. Če govorimo o 30-dnevni smrtnosti po možganski kapi, ki je bila prej omejena, se sprašujemo o organizaciji sistema na državni ravni. Vendarle tudi to je v bistvu popreproščena slika. Dejstvo je, da vsi ti deležniki so vpleteni, delno skrbijo, so odgovorni za rezultate na vseh teh področjih. Torej, se vrnemo k vprašanju, kdo so skrbniki kazalnikov kakovosti, ali je to Agencija za kakovost v zdravstvu. Jaz bi rekel, da Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu z vzpostavitvijo agencije in torej z vzpostavitev na novo teh mehanizmov ne odgovori na to vprašanje, ampak nam daje priložnost, da se dogovorimo o razporeditvi te odgovornosti. Ker se moj čas izteka, jaz bom tukaj preskočil ta dva slajda in šel samo na predzadnji slajd, IKT podpora. To je samo ena usmeritev, ki nam daje pač nekako okvir, v katerem se pogovarjamo. Se mi zdi, da je veliko upa, morda pa preveč upa položen v razvoj IKT infrastrukture. Res je, da IKT podpora je nujna, vendarle ni zadosten pogoj za uspešno spremljanje kakovosti s kazalniki. Celovitna in skladna IKT infrastruktura omogoča izogibanje podvajanja vnosa, avtomatizacija nekaterih procesov, vendarle v končni fazi, še vedno je potrebno večino podatkov ročno vnesti, tako ali drugače. Če se banalno sklicujem na primer, ki ga je dal prej dr. Marušič, če manjkajo dva okenca, potem v resnici imamo manj dela, ker nam ni potrebno dvakrat klikati o predpostavki, da kazalnika sicer ne spremljamo. Če postavimo dva okenca, nekdo mora pač v teh okencih klikati. Tako da, če pomislimo recimo na razvoj spremljanja razjed zaradi pritiska ali poškodbe zaradi pritiska, informatizacija tega postopka seveda olajša postopke v primerjavi s tem, kako bi bilo, če jih moramo spremljati ročno, ne pa v primerjavi s tem, kako bi bilo, če jih sploh ne spremljamo. Še vedno imamo pač neko dodatno delo in tega je potrebno se zavedati. In ni slučaj, da tudi v Angliji, ko razvijajo kazalniki kakovosti, se seveda sprašujejo tudi o tem, kakšno je dodatno delo, dodatne vire bojo zahtevali in potem tehtajo. Kdaj je vredno vložiti pač ta dodaten trud in kdaj ne, glede na pomembnost določenega podatka in dodatnega dela, ki ga zahteva. In s tem v bistvu pridem do zaključnih misli. Zakon jasneje določi odgovornost in pristojnost deležnikov, vendarle še vedno dopušča veliko prožnosti v načinu dejanskega določanja vsebin in metodologije spremljanja. In to je priložnost za deležnike, da si sami izrežejo svojo vlogo v teh procesih. Koliko pač bomo želeli biti pomembni, toliko pač bomo pri odločanju o tem, katere kazalnike bomo spremljali. Seveda predpostavka je, to se bo zgodilo samo, če bomo uspešni v smislu medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Če agencija vas ne povabi k sodelovanju, potem se to ne bo zgodilo, vendarle dosedanje izkušnje kažejo drugače. Hkrati ne smemo pozabiti, da na dosedanje delo in izkušnje. Kazalniki kakovosti iz preteklosti lahko opustimo, lahko obdržimo, lahko spremenimo, če pa gladko ignoriramo, kaj je bilo narejeno, pa mislim, da je to napaka. S tem zaključim. Hvala.